Včasih si prav želim, da bi ljudem lahko vsiljeval svoja prepričanja. Nikakor ne razumem, da Živijo, sem Matej Glivar, aktivist za pravice živali. Dobrodošli na strani Zgodbe veganov. Če vas zanima, kaj pomeni vsiljevanje prepričanj in kako to vegani počnemo, imamo na koncu za vas presenetljiv odgovor. Velikokrat se mi zgodi, da kot vegan oziroma kot aktivist za pravice živali slišim očitek, da vsiljujem svoje mnenje drugim. Pa je to res? Glejte, s svojimi posnetki, s svojimi besedami, s svojim obnašanjem lahko vplivam na nekoga, da v bistvu naredi spremembo, da postane vegan. Na noben način pa ne morem vsiliti nekomu od tega, da postane vegan. Kajti, če bi bilo to možno, da jaz lahko vsilim nekomu svoje veganstvo, potem bi ta svet bil precej drugačen. Ampak ko govorimo o vsiljevanju, kaj se v resnici zgodi? Kako se lahko znajde žival razkosena na majhne kose na naših krožnikih? In kaj rečete mami, ki je krava celo življenje priklenjena, ki se jo umetno oplodi z roko, ki se jo vzame telička takoj, ko se teliček skoti, zato ker mi želimo piti njeno mleko? In kaj bi rekli eno leto staremu pujsu, ki se ga odpelje v klavnico in ubije, prereže vrat, zato ker nekateri ne morejo brez slanine? Če to niso primeri nasilja, zatiranja in vsiljevanja človekovih prepričanj drugemu čutečemu bitju, potem ne vem, kaj je nasilje in potem ne vem, kaj je vsiljevanje. Če se strinjate z mano, napišite spodaj v komentar in tudi, če se z mano ne strinjate, napišite spodaj, ker me zanima, kakšen je vaš pogled. Kaj je torej bolj vsiljivo? Jaz sem tale video, kjer delim z vami informacije o tem, kako krivičen je svet do živali, ali je bolj vsiljivo dejstvo, da plačujete nekomu za to, da namesto vas reže živalim vratove? Ampak zakaj se ljudje vseeno počutijo, kot da jim vegani vsiljujemo svoje mnenja, svoje prepričanja? Zato, ker ste bili tako naučeni. Ja, prav ste slišali. Zakaj lahko praktično govorimo o katerikoli problematiki na svetu, ne glede na to, kako kontroverzna je, ampak ko menim, da si želim, da bi bili bolj prijazni do živali, pa sem označen kot nekdo, ki vsiljuje svoje prepričanje. Ker nečesa se morate zavedati. Zelo veliko ljudi pravi, da imajo radi živali. In zelo veliko ljudi vsakodnevno plačuje nekomu drugemu, da namesto njih reže vratove živalim, sem zato, da je potem lažje to trgovino in kupiti nek prikupno zapakiran izdelek z nekim logotipom take srečne živali. In prav je, da ljudi opozarjamo na to, da se začnejo zavedati, kaj njihova dejanja v resnici pomenijo. In včasih si prav želim, da bi lahko vsiljeval svoje prepričanje. Ker ne morem razumeti, kako ljudje ne povežejo, oziroma ko izvedo, kaj njihova dejanja, kaj njihov denar plačuje, kako še vedno v bistvu plačujejo za kose mrtvih živali, ki so umrle v krvavih mukah, sem zato, da imamo nekaj sekund v ustih dober okus. Mimogrede, z vegansko hrano se da dobiti prav tako, če ne še boljše okuse, brez nepotrebnega prelivanja krvi in trpljenja. In če se kdo še vedno počuti, kot da mu vsiljujem svoje prepričanje, ne samo menim, da si sama kliknila na tale video in da ga še vedno gledaš. In če bi radi vedeli, kaj je resnično vsiljevanje prepričanj, potem prižgite televizijo, odprite časopis, internet, pridite se mimo panojev, ki stojijo ob cesti. Kaj vidite? Vidite krvave kose živali, ki bi jih vsak otrok in vsakdo, ki ima rad živali, raje pobožal, preživel z njimi nekaj trenutkov, ampak ne, vidite samo, kako poceni je ta kos mesa. Kajti meso, mleko, jajca in vsi živalski izdelki so sofinancirani tudi strani države, kar pomeni, da avtomatsko ljudje, ki če hočemo ali pa nočemo, plačujemo za nasilje, ki se dogaja v klavnicah. In še nekaj za tiste, ki se čutite zelo ogrožene, ko slišite vegane govoriti o pravicah živali in se počutite, kot da ste vi žrtev tega nasilja teh veganov. Ne vam povem, da niste vi žrtve, ampak so žrtve živali, ki se jih vsakodnevno ubija, ki umirajo v krvavih mukah, ki se jim ubija otroke, ki nimajo praktično nobenih pravic in zato se o tem moramo pogovarjati. Ok, za bonus pa nekaj o mnenjih. Vsak ima neko mnenje, vsak misli, da je mnenje recimo njegovo mnenje. Jaz vam povem, da ljudje dobimo mnenja iz okolice, to so družina, prijatelji, to so televizija, to so mediji in tako naprej. In si ustvarimo neko mnenje in potem večkrat, ko ga ponovimo, bolj mu verjamemo, bolj mu zaupamo in potem, ker mislimo, da je to naše mnenje, da ga moramo braniti in da nekako tako mora ostati. Najbolj navadni so ljudje, recimo, ki niso pripravljeni spremeniti mnenja, ne glede na to, ali jih nekdo z argumenti ali za neko resnico prepriča ali ne. In tukaj vas opozarjam, da če imate možnost, pomislite vedno na to, a imate prav ali nimate prav, ne izhajati iz ega, ne biti sem trdno prepričan v nekaj, sem zato, ker ste prepričan, ampak mogoče pomislite tudi na drugo opcijo.